Aleš Kermauer o vlogi poezije danes. Happening, kjer sodeluje okrog 20 pesnikov in njihovih prijateljev. Menim, da je poezija zadnjih 10 let zašla med negativne vplive. Prav imate, kolega. Bolje se ne bi mogli izraziti. Slovenskemu pesniku je treba ubiti vero v poezijo. Odlično. Vere nam manjka. Vere. Odkot pa bi se drugače mogel vzeti takšen morbiden cinik, kot je Šalamun? Take pesnike, tako poezijo bi bilo treba prepovedati. Jaz bi ga dal zapreti. Ne bodite preostri. Kaj pa staromodni versifikatorji? Oni ne kvarijo mladine. Točno. Čeprav zastareli po obliki, so svobodomiselni po duhu. Ne bodite smešni, takšni verzi so zame neužitni. Vi se kar zadavite z njimi. Naše ljudstvo jih bo pa z navdušenjem prebiralo. Kolegi, ne prepirajmo se o nevažnih zadevah. Naš sestanek bi moral biti ploden. Tako je. Še do nobenega sklepa nismo prišli. Za sklepe je še prezgodaj, ali ne? Kar lahko storiš danes, s tem ne odlašaj na jutri. Slovenski pesniki potrebujejo pesnike, ki bi jim vlivali vero v poezijo. Kultura naj bo kulturna. Konstruktivna. Destruktivna. Kaj si drznete? Poglej tisti stol tam. Kaj me brigajo polomljeni stoli? Za vašo izjavo se boste opravičili. Tega ne bom storil. Potem zapustite ta prostor. Prav rad. Še jezika pobalin. Ven z njim. Ne maramo nekulturnih tipov, prasica, špeglarska. Vržejo ga ven. Takih se moramo znebiti, da ne bojo kalili miru. Tako je, živela Slovenija! Kaj pa vi zdaj? Poezija vodi pozitivno evidenco o emigraciji. Slovenije ni. Še ena podgana. Antipesnik. Ta jo bo skupil. Ustrojimo mu kožo! Pretepejo ga, potem ga vržejo ven. Še kdo? Vse huligane bomo. Živelo ljudstvo. S poezijo v srečnejšo bodočnost. Kolegi, vrnimo se za trenutek k poeziji. Izvrstno. Poezija je poezija. Pozitivne vrednote so pozitivne. Negativne so pa negativne. Kje je kakšen? Tukaj. Kaj bi rada, mladeniča? Nič ne bi rada, samo hecala sva se. Navarni heci, a ne? Ta dva sta tudi od tistih. Pa ja, saj se vam ne mudi kaj. Nekaj bi namreč rada povedala. Svinje, bleferi, poscani. Vi bi za pozitivne vrednote posilili še lastno ženo, če bi vas ljudstvo plačalo. Zapri. Ne pustimo ju živa v tot. Linčajmo ju. Živela kultura. Na kol z njima. Umetniško jima prerežimo grlo. Naj žive Slovenci! V imenu poezije. Zgarbajmo ju, zgarbajo ju, potem ju vržejo ven. Ne, ta dva se pa ne bosta vrnila. Pesnik naj vzbuja vero v pozitivne vrednote poezije. Poezija brez čistk je slepa. Čistka brez poezije pa dolgočasna. Lepo povedano. Tako lepo, da bi te najraje počistil od tot. Eden spet steguje gobec. Zadeni ga. Vse bomo pobili, vse. Ne boste nas, ne. Preostali se začnejo pretepati. Za srečnejšo prihodnost poezije po njih! V imenu kulture zmasirajmo jih. Čast jim je treba vrniti polizancem. Slovenski pesniki morajo konstruirati narod. Tako je! Najboljši pesnik je mrtev pesnik. Bravo. Združimo naše sile v boju proti okupatorju. Dol s tirani. Živelo ljudstvo. Dosti, no. Končajmo s tem. S čim? S čekanjem. Zagrabijo svinčnike in odkorakajo. Na delo za vero! Najlepša hvala kolegoma Ivani Percanko-Darin in Stanetu Tomazinu. Ne bomo vas vrgli ven, ne bomo vas pretekli, ne bomo vas pribili oziroma nataknili na kol. Zelo veseli smo, da smo lahko tu z vami fizično v tej dvorani.
tokrat na AGRFT, ker imate na srečo tudi več prostora. Bi vas pa rada pozdravila v imenu Slovenskega gledališkega inštituta in pa seveda, zakaj smo tukaj, da predstavimo knjigo, ki je izšla konec lanskega leta, Generator za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov, slovenski eksperimentalni dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma 1966 do 1986, izbral in uredil jih je Blaž Lukan. Slišali ste eno od dram, ali o tem se bomo še pogovarjala, uprizoritvenih tekstov, vključenih v to knjigo, pa bi rada samo na začetku podala nekaj informacij o sami knjigi. Knjiga je izšla v dokumentih Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 58, številka 103, v sozaložništvu AGRFT in Slogija, ker je vsak in pa s podporo javne agencije, ne JAK-a, ampak ARRS-ja, Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. In ker je vsak izid knjige zagotovo nek praznični dogodek, mislim, da je prav, da vas pozdravi oziroma nagovori tudi predstavnik soizdajatelja Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT. V tem trenutku predvsem najprej rad zahvalil profesorju Lukanu za to kapitalno delo. Mislim, da bo ta izjemen dokument v nek čast in ponos AGRFT-ja in Slogija. Rad bi se zahvalil seveda Slogiju in njegovi direktorici Mojci Jan Zoran za dolgoletno pomoč in sodelovanje. Rad bi se seveda zahvalil tudi nastopajočima, Ivani in Stanetu, ki sta danes z nami. In nazadnje bi se rad seveda zahvalil tudi vam, ki ste v teh čudnih časih prišli sem na akademijo, da skupaj proslavimo novo delo, ki mislim, da bo dosti pomenilo v slovenskem gledališkem prostoru. Hvala vam, da ste danes z nami. Mislim, da so lahko govorniki brez maske, pa verjamem, da me boste tudi bolje slišali, med nama je tudi dovolj razdalje. Plastičen zaslon. Plastičen zaslon imamo, ja, tako. Veliko veselje je, da danes lahko pozdravim tukaj ne samo Blaža Lukana, avtorja in urednika te knjige, ampak tudi nekatere avtorje, katerih prispevkov in pa svojce avtorjev, katerih prispevki so vključeni v samo knjigo. Pa Blaž, tako kot smo začeli z skokom na glavo v vodo, s tem odlomkom, pa predlagam, da se kar lotiva knjige Blaža. Jaz verjamem, da ni potrebno posebej predstavljati, se ga vsi poznate, tako da tiste biografske podatke bom izpustila. Zakaj je generator, kaj je generator, kaj lahko najdemo v tej knjigi? Hvala. Vse se bomo slišali, ne? Če ne imamo mikrofona. Ja, se slišimo. Boljš bo, če v mikrofon govoriš. Potem pa rajš. Boljš bo, če v mikrofon govoriš. Boljš? Zakaj? Rajši brez. Misliš, vsebinsko bo boljš? Če ga imaš, ga uporabiš, kaj? Požira zvok, veš, požira zvok. Hvala kolega, ki ima izkušnjo iz enega dogodka tu v tem prostoru. Dobro. Pozdravljeni vsi. Veseli me, da smo se končno pač lahko zbrali. Knjiga je šla decembra, ampak smo rekli, bomo malo predstavili to predstavitev zaradi tega božičnega časa. Zdaj pa nam grozi pa ta epidemični čas oziroma zaostritev, tako da smo našli res primeren trenutek za to. Mislim, da vas je ta nastop Ivana in Staneta malo preselil v nek drug literarni in tudi zgodovinski čas, in to je čas
v katerem se ta knjiga, ta generator, zbornik oziroma antologija, ampak se o tem bom še kaj povedal, dogaja. To je čas modernizma. Zdaj, te letnice, ki sem jih postavil za začetek in konec tega časa, so nekoliko arbitrarne, čeprav vsaka ima neko logiko. Leto 1966 je pač leto, ko se pojavi knjiga Aleša Karmanorja, s katerim se tudi generator začne, v kateri je kar nekaj dramskih tekstov, zelo nadarjenega avtorja, ki je pa pač tistega leta naredil samomor. Tudi še kar nekaj pomembnih dogodkov je pač vezanih na leto 66, ne vem, izid Šalamunovega pokra, leto prej je bila ustanovljena skupina Oho, ki je tudi junak te knjige na nek način. Tako da ta let, seveda bi lahko leto prej, leto kasneje postavil, ampak se mi je nekako išlo ravno 20 let. Leto 86 je pa res mogoče nekoliko arbitrarno postavljeno, ker modernizem je v bistvu že zaključen v tem času, in tudi te zadnja dva avtorji, ki se pojavljajo v knjigi, Gledališče sester Ciprian Nasice in Matjaž Berger, sta že nekako polno v nekem drugem obdobju, ampak se oba nanašata na to preteklo obdobje tudi. Tako da z njima seveda se zgodi že izven tega obdobja, ampak pomeni, da pa tudi prehod v nek novi čas. Zdaj, zakaj sploh ta knjiga? Mislim, zdaj ideja je najbrž prihaja iz časa delovanja naše programske skupine na akademiji, kjer moramo vsako leto predlagati pač neke projekte, ki smo se jih zamislili, ampak neka bolj notranja ideja je pa že zelo stara. Namreč kar nekaj teh tekstov sem jih poznal že praktično iz gimnazije. To je kljub vsemu malo kasneje, ko se ta knjiga začne. In so mi ostali zelo v spominu. Prebiral sem jih, ne vem, v problemih, bil sem res zelo strasten bralec problemov že v gimnaziji, potem v študentskih letih. In nekako zdeli so se mi ti teksti posebni in potem jih nisem našel v nekih knjižnih izdajah, recimo v zbranih delih, v zbranih dramah, recimo določenih avtorjev in tako naprej. Teksti se niso niti uprizarjali, seveda določeni so se, ali so se pa samo uprizarjali in niso bili nikoli natisnjeni. Poznal sem pa tudi še nekaj tekstov, seveda večino sem pa potem spoznal, ko sem začel listati po revijah, ki niti, o tem bom še kaj povedal, ki niti niso drame, ampak jih jaz tako imenujem, pač temu rečem pseudodrame, ampak recimo imajo nek razlog, zakaj so v knjigi. V glavnem, na ta način je ta knjiga nekje v glavi se izoblikovala ali pa je ta izhodiščni motiv ali pa ideja za knjigo prišla. Potem pa seveda, ko začneš pa prebirati, listati, predvsem listati letnike revij in tako naprej, najdeš še tekste, ki jih nisi poznal, poznaš mogoče avtorje, si presenečen, da je ta avtor napisal tudi dramski tekst, tudi eni sami avtorice so bili presenečeni, ker so se spomnili na neke svoje mladostne tekste in tako naprej. In je ta seznam avtorjev in del je bil na začetku kar širok, potem pa sem ga seveda zožil v skladu z nekimi najprej splošnimi, potem pa že tudi specifičnimi kriteriji. Samo ime generator pa, kot sem prebrala v uvodni tvoji besedi, ki izčrpno tudi predstavlja samo knjigo in daje nek okvir za branje te knjige, pa si pravzaprav se asociiral pri Močniku. Ja, zdaj še nekaj moram povedati, ta knjiga je neka sestra ali pa sestrična neke knjige, ki je išla točno pred 10 leti z naslovom Svobodne roke, v kateri pa so zbrani teoretski teksti o slovenskem oziroma o gledališču nasploh, slovenskih avtorjev, ki so bili enako objavljeni, ampak tam v širšem obdobju, od leta 1899 do 1979, in so bili enako kot ti raztreseni po različnih objavah,
mnogi od njih nepoznani, zelo zanimivi, poučni, teoretsko zelo provokativni teksti, ne, ki so jih s Primožem Jesenkom kot urednika nabrala oziroma zbrala, ne, v knjigo. In v tisti knjigi je bil objavljen tudi tekst drama Rastka Močnika, ki je hecen hibrid, ne, drame in teoretskega teksta, neke Beckettovske drame z nekimi natančnimi navodili, ampak tudi hkrati nek teoretski, prototeoretski tekst. Ampak potem, ko sem pa ponovno listal po revijah, sem pa ugotovil, da je drugi del, oziroma del te Močnikove dramske, ne, v narekovajih objave, tudi tekst generator. Tekst generator pa se, če boste polistali po knjigi, boste videli, da je zelo specifičen tekst gledati kot neka zbirka nekih matematičnih formul. To je tekst, ki je šel v reviji Problemi, ki je imela naslov Programirana umetnost, ne, in je tudi ta tekst neke vrste programiran tekst. No, v glavnem ne bom preveč o tem govoril, ker v glavnem meni je deloval zelo inspirativno, že sam naslov, tudi podnaslov, ki je tudi podnaslov knjige rahlo prirejen. Namreč generator kot nek stroj, nek algoritem, ne, za proizvodnjo dramskih tekstov, sicer v Močnikovi izvedbi še mogoče malo tako tradicionalnih v smislu razdeljenih na dejanja, prizore in tako naprej, kar je sicer zelo težko razbrati, ampak se da, ne. Ampak hkrati tudi stroj, ki požene v tek jezik, ne, in rečemo temu tudi dramski jezik. In zato v tej knjigi tudi gre, predvsem, se pravi, če govorimo o naravi zelo nenavaden tekst in našel, no, obstaja še en Zupanov tekst, ki bi ga bilo tudi mogoče, bi se ga dalo tu uprizoriti, objaviti, uprizoriti tudi, ja. Tako da, ti avtorji so zelo različni. Mislim, seveda, eno vodilo bi lahko bilo zdaj objaviti avtorje, ki pač imajo neke opuse, ki so potem nadaljevali s pisanjem dram, ampak bi bilo preozko, ne, zame bi bilo preozko, zato je pa tudi to delo bilo nekako bolj forenzično, arheološko, ne, izkopati dobesedno iz nekih nanosov, ne, časa in prahu knjižničnega, ne. Večina teh stvari še ni digitaliziranih, ne. Je bilo pa to delo toliko bolj zanimivo in mislim, da je to tudi nek čar tega pregleda in te antologije. Zdaj, to si prej omenila, pa sem rekel, da jim pojasnim. Lahko bi tej knjigi sicer rekel antologija, tehnično gledano to je antologija, ampak seveda v antologiji si predstavljaš reprezentativna dela nekega časa, obdobja oziroma dela, ki sledijo nekemu konceptu, ne. In kot sem rekel, teh reprezentativnih del vseh teh reprezentativnih del v tej knjigi ni, iz teh razlogov, ki sem jih že omenil. Tako da, kot sem rekel že pred 10 leti za knjigo Svobodne roke, to knjigo je treba brati seveda paralelno z nekimi zbranimi dramami ali pa že, dobro, drugih teh antologij niti ni toliko, ampak s temi že kanoniziranimi teksti iz tega obdobja, potem dobimo pa celovito sliko. Tako da to je prispevek k temu obdobju, ne pokriva pa seveda vsega, ampak to je, kot si sama rekla, pač v tej uvodni študiji, kar mislim, da kar tako jasno pojasnjeno, ne. Vsi teksti so tudi opremljeni s komentarjem. Tukaj prinašajo te komentarji tako bibliografske podatke in pa tudi dodatne informacije o samih tekstih, kar zagotovo na enem mestu omogoča tudi bodočim raziskovalcem tega področja neko informacijo ali nek začetek. Se mi zdi tudi to neka taka zelo dodana vrednost. Ja, v primerjavi s Svobodnimi rokami je tu opomb neprimerno več. Prvi so se mi zdeli tudi potrebne, mogoče sem pa, ne vem, sam dozorel ali sem jih preprosto več zbral, nabral, ne.
Določeni teksti seveda so potrebovali neka pojasnila. Potem so mi posamezni avtorji, ko sem jih prosil ali za dovoljenje za objavo ali za kakšne podatke, so mi napisali zelo izčrpno komentirali ali samo dogajanje, sam kontekst ali nastanek teksta in tako naprej. Recimo Boris Novak, ki je deloval pač v skupini Nomenklatura, in to potem je seveda z dovoljenjem, pač z njegovim dovoljenjem je tudi objavljeno, in to so izjemno dragoceni podatki za neko nadaljne delo, ne, za študij tega obdobja, za raziskave o tem obdobju. Zdaj, vsakič, že danes sem zvedel še za nek nov podatek, zadnjič tudi za enega, dobro, v tej knjigi ga ni, ampak v neki drugi izdaji, naslednji izdaji po natisu, recimo, da bo to možno dopolniti, ne. Tudi v tem raziskovalnem smislu je zbiranje gradiva za opombe in pisanje opomb ponuja nek svojevrsten užitek, ne. Je pa res, da ko listaš po vseh teh revijah, tudi sam padeš v nek čas, ne, ki si, dobro, po mojem primeru delno sem ga tudi sam živel na ta način, delno pa seveda je to čas pred mano, ne, ampak ga spoznavaš na novo in si vsakič znova presenečen nad, ne vem, kdo je vse pisal literaturo, kdo je vse bil študentski funkcionar in politični funkcionar in tako naprej. Tako da, se pravi, je to tako poučno tudi v nekem širšem kulturnem smislu, ne. Knjiga je tudi oblikovno zelo zanimiva, saj sledi izvirnim natisom v revijah in časopisih. To moram povedati. Oblikovala jo je Nina Šturm, mislim, da zelo lepo, tudi izjemno fajn je bilo pa z njo sodelovati, zato ker vsak tekst je drugačen, ne. Tudi če jih je bila tretjina objavljena v Tribuni, takrat v tem obdobju so bili Ohojevci, Milenko Matanovič že tehnični urednik in je seveda postavitev vsakega dela je bila drugačna. Tako v bistvu, če bi bil dosleden, bi moral prav tudi posneti to postavitev v sami knjigi, ne, ker je šlo, v tem času se je pisala tudi vizualna, topografska, konkretna poezija, ne. In te objave imajo tudi tako, v tem smislu, neko likovno podobo ali pa vredno, vsaj, seveda, vse ne, nekaj pa zelo, ne. Tako da nekaj tega smo poskušali pač ohraniti z obliko objave, objavljenih je tudi nekaj teh faksimilov, teh izvirnih objav, vsega sicer se ni dalo, ne, tako da dobi bralec malo občutka, kako je to izgledalo v tistem času, se pravi v izvirni obliki. Kar se jezika tiče, seveda, jezika in forme, ne, in te dramaturške forme, tudi tu je vsak tekst drugačen, ne. Ampak to sem se že takoj na začetku odločil in potem tudi po pogovori z lektorjem, nima smisla tega poenotiti, ne, se pravi, smo, kolikor se je dalo to izvirno obliko ohranili. Zdaj, to sicer znanstveno je lahko malo vprašljivo, ne, določene napake sem popravljal, ampak to so bile tiste res tipkarske, korektorske napake, ki bi zavajale, ne, če bi ostale, bi zavajale. Določene zapise, pri katerih sem pa sumil, da gre mogoče za napako, pa so delovali smiselno, pa sem puščal take, kot so. Na nekatere od teh stvari sem pač v opombah tudi opozoril. Posamezni natisi, recimo, ne vem, od Roze, ta kratek tekst, je bil najprej v Tribuni objavljen, potem pa v tem pesniškem almanahu mladih in se ti dve objavi že razlikujeta, ampak jaz sem potem ohranil to izvirno prvo, ne, iz Tribune. Zato je tudi Andrej Rozman imenovana Roza, ne, v almanahu je samo Andrej Rozman, ne. Tako da tu je bilo potrebno kar dosti se odločati, ne, razmišljati, tako da tako prav lektorskih popravkov v bistvu ni bilo veliko, ker sem pač določene stvari že ob prepisovanju, ne, popravljal oziroma jih že nekako
premislil. Ne. Ampak jaz mislim, da je ta heterogenost, ne, je priča pač še dodatno v tem pluralizmu pisal. Ne. Se pravi, dramo je mogoče zapisati na zelo različne načine. Ne. Generator ni le pogled v preteklost, ampak hkrati tudi lahko generator prihodnosti. V enem odstavku si zapisal: kljub večkratnemu zatrjevanju o bralnem užitku, ki ga ponujajo objavljene drame, pa sem prepričan, da bodo pravo vrednost odkrile šele njihove uprizoritve. Ja, to je seveda ponudba, ne? Knjiga kot neka vrste predlog, propozicija, kakorkoli. To je seveda možno, ampak na to ne moramo vplivati. Zdaj, ko poslušam Ivano in Staneta, ne, so mi te stvari zelo žive. Seveda je čutiti neko distanco, čutiti nek čas, ampak neko intenzivno doživljanje nekega časa, predvsem pa kreativno odnos do jezika, ne, kar je mislim, v tem trenutku, nasploh zame, ali pa v tem trenutku pa sploh zanimivo. Zanimivo je tudi seveda ta usmerjenost v jezik, ne, in v neko preupraševanje forme, eksperimentiranje s formo, ne. Potem pogosto gre na račun zgodbe kot take, ne. Tako da tu zgodbo, ne, neko dramsko zgodbo, dramsko fabulo, recimo, redko ga najdemo, seveda jo tudi najdemo, ampak gre bolj mislim, tem drama ali pa tem tekstom gre za nekaj drugega, ne. In v tem smislu so ti teksti vsi zelo angažirani, ne. Niso pa tako, kako bi rekel, politični v tem današnjem smislu, ne. V tem smislu je pa ta čas drugačen, ampak to je že stvar za neko širšo debato in razpravo. Tako da jaz mislim, da določene stvari bi se absolutno dalo prizoriti. Nenavadno je bilo recimo od Frančka Rudolfa drama Xerxes, o kateri Krmavner nenehno razpravljajo, daje za primer, ne, zelo izrazita erotična drama, ne, ki pa še ni bila uprizorjena. Ne. In še kar nekaj takih tekstov je, ki ne vem, po moje si zaslužijo vsaj nek premislek, no, umetniških vodij, režiserjev, ne, pa tistih, ki jih to zanima. Ne. Preden bi dala besedo še morda avtorjem in pa drugim navzočim, jaz predlagam, da še malo stopimo na pot uprizarjanja zadeve in vabim Ivano in Staneta k besedi. Andrej Brvar, Glanc na Golši. Slušna igra, 3 odlomki. Pardon. Ovce, Premog, Golša, Franc, Macol, Šlafrok, Smrt, Bosanc, Ovi, Opik, Zigmari, Picajzle, Zlikovci, saj se poznamo, saj se razumemo, ne? Kaj pa tako bulita? Me še nista videla, kaj? Dol, šarlatani, dol s kamuflažo. Naj živi železna trdnost delavcev, vojakov in kmetov. naj živi ustavodajna skupščina. Absurdno. Odprite privatne banke ali pa jih bomo odprli sami. Le sem, tovariši. Vse je v redu. Naj živi bratstvo delavcev vsega sveta. V tem trenutku lahko povemo samo to, kar pripovedujemo skozi žrela svojih topov. Zverine. Vtiči. Le počakajte. Prišel bo čas. Tovariši, tovariši, tovariši. Izzivač. O, ne. Zakaj ne? Aretirajte ga. Hočemo pošten, demokratičen mir. Zemljo kmetom, tovarne delavcem. Za svobodo. Za kruh. Za mir. Jebem ti, sem zmatran. Okrog Ljubljane je Slovenija. In vsi pravi Slovenci smo driske. Ne. Jaz ne maram pušk. Tako grda trupla delajo. Ampak pazite, žensko mednožje je nevarno. Od tam ven prihajajo otroci.
Kaj je bil Jezus? Je bil mazohist? Je dovoljeno dvomiti tudi o dvomu? Glava v zlatu, noge v blatu. Kaj je to? Si šparate denar za pogreb? Koliko Slovencev je brez ene roke? Koliko Slovencev je brez ene noge? In tako dalje in tako naprej. Razumem, da ženske rojevajo moške, se pravi nekaj, kar je drugačno od njih samih. Perverzno pa je, da ženske rojevajo ženske, da rojevajo tako rekoč same sebe. To je perverznost par excellence. To je neka napaka v naravi ali pa njena skrita zarota. Kaj jaz vem kaj? Kaj pomeni jad? Ste že spali na rogoznici izličja? Čemu bolezni? Čemu dolgost življenja ni v pravem sorazmerju s krepostjo človeka? Stavim, da se boš poscal takoj, ko bom odprla vodovodno pipo. In je rekla, Sicer pa se poglej v špegu, da ti slabo rata. in je rekel, Buldog, in je rekla, ksindel, in je rekel, ti imaš že a priori zapit ksiht pa fertik, kaj? Kaj gundraš? je rekla. Te bom cokom pokom poslal v Sibirijo brisat prah snega. Soglavec. Prava štiriperesna deteljica med idioti. Če te bom kdaj na cesti vprašal, koliko je ura, se bo vreme 100% skisalo. Marš, Je rekel. orangutan, Je rekel. prase, Je rekel. puzaj pes. Je rekel. Kdo? Kdo? Hvala lepa. Zdaj pa Blaž, če se strinjaš, jaz predlagam, da morda povabiva tudi kakega od Ja, avtorjev ja. k besedi. Seveda. Dam komu mikrofon. Tudi poslušalcev, sicer študentov, če vas kaj zanima. Kar daj mu roke, pa bodo povedali. A dam pri tebi? Nisem avtor. Ja, no, avtor nisem, poznavalec. Avtor. A si? Aha, je že genija. Hvala za to krasno knjigo. Med pogovorom sem pomislila, Vitomil Zupan v rokopisnem oddelku je še veliko drobnarij, dramskih tekstov, ker če kakšen študent, ki bo zanimalo, lahko še kaj najde, so radijske igre in tako, da je še veliko neobjavljenega. Zahvaljujem se Orest Zagoričnik, moj polbrat, ker je bilo to eno obdobje, ko je hotel nekaj sebe narediti in mu je veliko pomenilo, da je to objavljeno, ker se je potem kar precej izgubil. Zdaj se je spet našel, tako da je zelo srečen, da je to objavljeno. Franci Zagoričnik, njegovih del ne berem, ampak je pač mrtev, pa je prav, da je pač noter, si mislim. Kar se mene tiče, pa naj povem malo anekdoto, da se točno spomnim, da sem to pisala v drugem letniku gimnazije med matematiko in vidim sošolko, ki je sedela zraven mene, je tudi že mrtva Mirjana. In da se pa ne spomnim, da bi jaz to tipkala in da sigurno je to Zagoričnik prepisal in nekam poslal in jaz se tega nisem zavedala. Se pa spomnim, zakaj ta antična Klalhamestra in vse to. Tako da sem spet zelo hvaležna, da samo sebe spoznavam iz tistih časov. Hvala lepa. Bom poskusil kaj povedati. Moram reči, da ko sem videl to knjigo, sem bil, mogoče se kičasto vzhičen, da je, saj sem jaz tudi živel s tem časom, tudi probleme, sem prav še perspektive pred tem, ampak nekako nisem si predstavljal, da je bilo to tako živo, toliko avtorjev, tako različnih in da je to bila že takrat ene vrste, kako bi se izrazil,
nek začetek tistega, kar se je potem s tako imenovano demokratizacijo razvijalo naprej. Tukaj se čuti ogromno nekih poskusov, oziroma nekih dejanj, ki nek sistem, pa ne govorim o politiki, ampak sistem družbeni, ki ga uslikavajo, obenem pa tudi so kritični do njega in ga poskušajo kazati na en drug način. Jaz sem to na ta način začutil, predvsem tudi v tej pestrosti. In mogoče bi povedal, ker je bilo nekaj tega omenjeno v zvezi s mojim tekstom, ko mi je Blaž rekel, da bo to objavil, se nisem spomnil, kater tekst je. Tudi jaz se nisem, kot morda še kdo. Potem pa, ko sem ga videl, sem bil pa zelo vesel, aha, to je ta tekst. In mogoče bi pa povedal zanimivo pot tega teksta, ki sem jo zdaj obnovil te zadnje dni šele. Ta tekst je bil potem del ene širšega besedila, ki je šel pri obzorih v Tkivo ognja, z naslovom Tkivo ognja, in je pravzaprav osrednji del tistega teksta. Potem je pa tudi, to sem pa zdaj šele dobro rekonstruiral, bil izveden kot radijska igra, no, vse sem v njej sodeloval, mislim, da je leta 2013 in tudi ob 50-letnici programa Ars na radiju, s tem, da je bilo nekoliko prirejeno, je bila radiofonska izvedba, zdaj ne vem točno, kaj to pomeni. In celo je bil napravljen, gospa Dušanka Zabukovec je celo to prevedla, to sem se včeraj spomnil. Tako da je zanimivo, ta pot je morda zanimiva, ne zaradi mene pa tega teksta, ampak da mogoče uslikava na nek način tisto, kar živijo ti ostali teksti. In se mi zdi zato ta vrednost te knjige res nekaj posebnega in mislim, da bo imela svoj pomen tudi v daljšem obdobju. Hvala lepa. Hvala, ja. Še najde so se družile. Aha, no, samo vmes bi povedal, da nujno moram povedati, pač, da se zelo zahvaljujem vsem avtorjem, ker so okrog 30 jih je in so vsi prepustili pač avtorske pravice oziroma dali dovoljenje za objavo, brezplačno objavo v tem zborniku, kar v teh časih ni ravno nekaj samoumevnega, tudi niso samo avtorji, so tudi svojci, dediči in zastopniki, ki so včasih še bolj zahtevni. Razen enega dela, ki ga pa zato potem tudi ni, oziroma ga ni v knjigi in to pač, vse ne povem, od Matjaža Kozbeka Dan za klan, ki je bil že v prvi verziji, ampak potem nekako z dediči nismo prišli skupaj, tako da to v resnici, oziroma resnično hvala. Franček? Jaz sem to dramo Xerxes mislil kot čisto normalno dramo, da bom vsako leto napisal dramo za dramo in da bo to štimalo. Ni tako delovalo. To me je zelo pretreslo. Pač pa je dramo Koval v nebo Taras Krmavner napisal o tej knjigi, vsaj ene dve knjigi, o eni moji drugi drami Evangelij po Frančku Rudolfu, ki je tudi po svoje zelo zanimiva, je pa napisal celo knjigo, ki pa ni šla v Sloveniji, ampak v Vrnjački Banji. In ves čas me je prepričeval, da sem najpomembnejši slovenski ne vem kaj, in to je recimo Dušana Jovanoviča strahotno jezilo. Niso hudi problemi zaradi tega. Jaz bi dve stvari povedal. Najprej, te knjige, ta drama
Xerxes je doživela 2 radijski izvedbi, eno sem jaz režiral na Radio Študent in drugo pa, kako se reče, Losanda Psycho na radiju, se pravi, oprizorjena je bila. Vadili so jo tudi v Gleju, bila je na programu, niso me pustili zraven, ampak potem so izkazali, da jim seks ne diši, čeprav jaz nisem mislil, da bi to morali biti tako strahotno resno. Ko bi rekel, srečal sem Francija Zagoričnika in mu dal ta tekst in on ga je objavil, drugače ne bi bil objavljen. Bi pa še nekaj rekel. En dan sem srečal Francija Zagoričnika in sem rekel, tvojo knjigo Udarec mojstra Ana sem z veseljem prebral. Na kar grem naprej. In čez čas vidim, da se je on obrnil, da je mrtvaško bled, da je čisto prestrašen, priseče za mano in reče, priznaj, da si se zlagal. Priznaj, da si se zlagal. In sem videl, da me bo mučil, če ne bom priznal. In sem rekel, priznam, da sem več kot ene strani. Tako zelo ga je pretresla možnost, da bi bil nekdo zadovoljen z branjem. Bom stal ne zato, da bi me bolj videli, ampak imam težave s hrbtenico, da nekaj časa razmišljal, da bom stoji poslušal. Jaz sem pa zelo kratek. Ko sem tukaj videl ta 2 teksta, ki si jih objavil, sem za prvega začel razmišljati, kaj mi pa podtikaš. Nisem pogledal, takrat pa nič ni bilo. Pol vidim, da si napisal, da je bil podpisan sam MH, sem začel malo razmišljati, kdo bi še bil v tistem času, se okoli tribune klato z inicialke MH pa nobenega. Potem sem pa prebral in potem sem pa videl, da je v tekstu se tisti, ki je to napisal, veliko uporablja besede in sklope besed iz pesmi No mama, ki sem jo brez napisal. In bolj na koncu, naj ti bo, no. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo želel deliti mogoče kakšne spomine ali vprašati kaj? Jaz bi samo še nekaj rekla. Se zelo sladko smejemo tem časom, ampak jaz sem poznala v Hojevce, sem zelo mlada v te skupine šla z Zagoričnikom, ne. In to so bili strašno resni časi. Takrat se je vsak tekst krvavo zares jemal in ta reakcija Zagoričnika sploh ni smešna, to je sigurno bilo res. In je zahteval popolno pozornost in vem za Tarasa Krmavnerja, da je zahteval odgovore na vsa vprašanja, da je zahteval pisne odgovore na vse. Mislim, to je bilo res tako resno, tako zares, literatura se je res jemala kot, sploh ne vem, zakaj tako resi. Jaz sem pisala pod prisilo takrat, kot gimnazijka, še v osnovni šoli. To je bilo 68 leta, recimo. Ker če sem nekaj napisala, se mi ni bilo treba učiti, nisem bila tepena in tako naprej. Tako da pisanje je bilo res takrat, kjer sem jaz živela, posod ena strašno resna stvar. Hvala. Morda še kdo? Blaž, potem bi tebi prepustila za nekaj mogoče zaključnih misli, preden povabiva vse udeležene, da vzamejo knjigo v roke in se potopijo v to bogastvo.
In na kozarček, ne. Tega pa ni. Virtualni Časi, kozarček. te časi. Ja, ne, sej, v bistvu so, no, težko rečem, da so vse povedali, ne, ker potem noben ne bo knjige vzel v roke več. Ja, to, kar si rekla, meni je bila v užitek in ponuja bralne užitke, kljub resnosti, v kateri Ifigenija živi, ali pa govori, ali pa ravno zaradi te resnosti, ne. To na nek način je resna literatura, čeprav smo v času obdobju ludizma in tako naprej, ne, ki mu pripisujemo pač marsikaj drugega, ne. Ne vem, jaz bi pač pozval, ne vem, tudi študente, ki jim bo to, da knjigo preberejo, ker jim bo to, mogoče jim bojo določeni teksti blizu, pa se bojo mogoče potem odločili tudi za takšno ali drugačno uprizarjanje. Kot vemo, spet smo v teh časih, ko se da tekste uprizarjati na zelo različne načine in tudi te ohojevski načrti, koncepti, ne, vizije nekih nemogočih performansov postanejo pač mogoče in možne, ne. Tako da meni se je eksperiment, ne, oziroma ta eksperimentalnost, ki sem jo zasledoval pač pri branju teh tekstov, zazdela kot neke vrste dramaturgija osvoboditve, ne, tako, in če dramskemu tekstu, ali pa sploh literarnemu tekstu uspe to doseči, je to že kar nekaj, no. Tako da s tem bi zaključil. Hvala lepa. Hvala vsem, da ste se danes udeležili te predstavitve. Vabim vas, da knjigo vzamete v roke, jo preberete, lahko si jo tudi tukaj vzamete danes na predstavitvi, tako da sem prepričana, da boste potem lahko eni prvih, ki boste tudi lahko razmišljali o samem mogoče uprizarjanju ali pa razmišljanju o teh tekstih. Blaž, resnično hvala ne samo za predstavitev danes, ampak seveda za to knjigo. Zelo me veseli, da smo lahko knjigo izdali skupaj, Slovenski gledališki inštitut in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Mislim, da tako sodelovanje še dodatno pripomore k širjenju oziroma k možnosti izdajanja tovrstne literature, ki širi obzorje in pa tudi prostor razmisleka, uprizoritvene umetnosti, pojmovane v njenem najširšem pomenu. Hkrati vas povabim tudi v torek dopoldne po Zoomu na predstavitev nove številke Amfiteatra in upam, da kmalu tudi na kaj drugega kot zgolj virtualni kozarček in druženje v kakšni drugačni, še bolj konstruktivni in bližnji fizični obliki. Hvala vsem.